gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Gasilska zveza Kranjska Gora praznuje 20 let delovanja. V petek so zato pripravili slavnostno sejo. Na njej so se s priznanji zahvalili posameznim organizacijam in članom organov v Gasilski zvezi Kranjska Gora za njihov prispevek ob ustanovitvi in delovanju Gasilske zveze. Gasilska zveza Kranjska Gora v tem letu praznuje častitljivo obletnico, 20-letnico svojega obstoja in delovanja. S tem namenom smo se danes zvečer zbrali v gasilnem domu v Kranjski Gori, kjer je bil tudi ustanovni kongres oziroma ustanovni občni zbor prve gasilske zveze občine Kranjska Gora. Namen današnjega praznovanja je predvsem ta, da se spomnimo tistih časov takrat in pa da pogledamo, kako je bilo nekoč včasih in kako je pač to temu danes. Zato smo se želeli ob tej priliki tudi zahvaliti določenim vsem tistim, ki so v tem času gasilsko zvezo vodili, se ukvarjali znotraj organov z njimi problemi in težavami, enako tudi vsi župani in pa ostali, ki so prinesli k temu, da je danes gasilska zveza praktično tam, kjer lahko je. Gasilska zveza Kranjska Gora je danes sodobno opremljena gasilska zveza, znotraj katere deluje 6 poklicnih društev. Sistem financiranja, katerega smo uredili skupaj z občino, je praktično eden najboljših v Sloveniji in zato naj na tem mestu to predvsem pohvalim. Razumevanje prejšnjih, zdajšnjih in pa vseh tistih, ki so odgovorni za to, da se sredstva delijo tako, kot se po programu opremljanja morajo razdeliti. Danes je Gasilska zveza Kranjska Gora sodobna gasilska zveza, ki je lahko za vzgled vsem ostalim. Nastopili so Triglavski zvonovi. Živi nasi narodi, ki krepeni dočaka dan, da gore sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Na rojah, prazvosta, ne vrakle so se bo. Veseli december se je začel tudi v Zgornjesavski dolini. Včeraj je bila v Kranjski Gori najprej sveta maša za sneg. Tudi letos je bila v kraju maša za sneg. Koliko misliš, da ste ga naročili? Ja, mi smo veseli, da je sneg že padel. Maša je samo simboličnega pomena, tako da si lahko rečemo, da smo storili vse, kar je v naši moči. Tako da ja, veselje je tukaj, Zgornjesavska dolina je bela. In če je kdo vesel snega, smo ga seveda veseli turistični delavci, predvsem pa žičničarji. In da bi seveda tudi to olajšalo turistično zimsko sezono. Bog sami, kaj najbolj potrebujemo, mi pa tudi svoji prošnji pridružujemo Jezusovo naročilo, naj molimo, zgodi se tvoja volja. Pa pomislimo, kolikokrat se Božja volja v našem življenju ne zgodi. Zato iskreno premislimo in obžalujmo svoje grehe. Nato pa so odprli alpsko vasico in prižgali lučke. 3, 2, 1, gremo lučke! Jani, v Kranjski Gori je res kičasto. Ja, seveda je kičasto, ti imaš kozarci, jaz ga nimam, ampak drugače vzdušje je odličen. Verjamem, da tudi tale maša, ki smo jo darovali z našim domačim župnikom Janezom Šimencem, ta svoje naredi, da bo adventen čas lep, da bojo domačini in turisti lahko uživali v letošnji zimski sezoni, da bo še nekaj snega zraven padal, da bo jutri prva adventna nedelja, tudi prva uspešna nedelja na žičnicah, pa seveda tudi v ostalem turističnem gospodarstvu cele občine. Pa želim, da, ne vem, da vsi uživajo, da vsi uživate čez celo zimo v Kranjski Gori, ki spet žari, kot vidite, tudi vzdušje je odličen, nimam kaj dodati. Zima se je letos res začela zelo zgodaj. To pomeni, da se te naše sezone kar podaljšujejo. Pa
pa tisti vmesni časi krajšajo. Ja, sej v bistvu to je tudi želja turizma Kranjska Gora, da se te vmesni časi, vmesna nesezona čim manj stisne in da Kranjska Gora skozi cel let funkcionira, da pač pokaže, da je resnično enakovredna zimska in letna sezona, pa da ta vmesni čas zapolnimo z športnimi aktivnostmi, s skupinami, z kongresnim turizmom, z temu izvenpenzionskim turizmom. Ampak jaz mislim, da smo kar nekako na pravi poti. 3. leto Alpska vasica kaže odziv ljudi, da je to zadetek, da je ta povečanje Alpske vasice samo logično nadaljevanje, da je predvčerajšnjem otvoritev tudi Mojstranškega trga, Lučk, Pržik, Parkeljnov in vsega skupaj pokazali, da tudi Mojstrana priključuje z Dovjem v to našo turistično pravljico in da delujemo kot ena najbolj uspešna destinacija, vsaj zimska. No? Jani, a je to ta trenutek, ko si ga ti recimo želel, ko si kandidiral za župana? A so to stvari, ki si jih ti imel v mislih in si upal, da se bodo zgodile? Ja, v bistvu, to je ena od stvari, za kere je vreden živeti, za kere je vreden biti župan, zaradi kere je vreden v Kranjski Gori ostati in ne jeti v Kanado ali pa v Avstrijo, kamor sem si jaz želel jeti z družino. In jaz v Kranjsko Goro verjamem, pa tudi pri kakšnemu polenu pod noge veliko lažje skočiš čez njega in si zamahneš z roko in uživaš v času. Andraž, lučke so prižgane. Koliko se letošnja okrasitev recimo razlikuje od lanske? Je veliko več lučk? Ja, letos smo kar velik poudarek dali tudi na razsvetlitvi, tako da smo dodatno pripeljali kar veliko število smrečic, ki smo jih dodatno osvetlili, in tudi Alpsko vasico smo majčkeno povečali, še na trg pred Razor, ki je prav tako osvetljen, tako da ja, smo letos kar precej povečali osvetlitev. Pester je pa tudi cel adventni decembrski program. Kaj vse se bo dogajalo? Letos smo okrepili dogajanje v decembru, tako da bomo vse vikende imeli dodatno dogajanje na trgu pred cerkvijo v Alpski vasici. Vsako nedeljo bomo prižgali adventno svečko na venčku. Danes smo v Alpski vasici prižgali tudi lučke, smo izredno zadovoljni z obiskom, ki je letos v to snežno belo idilo privabil res veliko število ljudi in se nadejamo, da bo tudi tako tudi vse naslednje vikende v decembru. Za zabavo je poskrbel Vili Resnik. Življenje je kakor čudna pot, žišča so polna raznih zmot. Hodiš in tavaš, pa ne prideš tja, kamor srce si želi. Danes pa so prižgali še prvo adventno svečo, ob kateri je zapel Oto Pestner. Hvala lepa, dobro večer vsem skupaj, tako domačinom, kot tudi vsem obiskovalcem Kranjske Gore. V čast mi je, da sem mogel in smel prižgati prvo svečko na tem adventnem venčku. Bi vam samo tole zaželel, kakor bo vsako nedeljo zagorela še ena svečka več, luč se bo krepila, tako naj se v naših srcih krepi tudi pričakovanje božičnega duha, ki je duh povezanosti, ki je duh medsebojne bližine, dobrohotnosti, lepih misli in naj vse to ne pride v naš šele za Božič, naj že sedaj raste, za Božič se pa v polnosti razcvete. Bog vas živi. Daleč je mogoče, daleč onkraj morja, tam, kjer obzorje se z valovi stika, kdo ve, če še pomni, da je deževalo, ko sva se spoznala in pismo mi piše.
Lučke so že prižgali tudi na Trgu Olimpijcev v Mojstrani. Zapeli so otroci, obiskali pa so jih tudi parkeljni. Matjaž, v Mojstrani ste še malo bolj pohiteli in lučke že prižgali. Kako je bilo? Res je, letos smo bili prvi, bilo je pa odlično. Prvi dogodek, ki smo ga pripravili, je bilo prihod parkeljnev iz Podkorena, nastop pevskih zborov iz osnovne šole 16. decembra iz Mojstrane, pa še pod taktirko Sandija Vovka z glasbeno šolo oziroma glasbenim studijem Osminka. Obiska je bilo zadost, bilo je pestro in tudi ponudba na stojnicah je bila zelo raznolika. Mojstrana je torej zdaj tudi že v celoti okrašena. So letos kakšne novosti? V letošnjem letu smo pripravili nekaj novosti v tem smislu, da je trg še nekoliko bolj okrašen, da imamo še več ponudbe na stojnicah in da smo se še bolj povezali z določenimi subjekti v okolici. Veliko stvari prirejamo skupaj z muzejem, s Slovenskim planinskim muzejem, nekaj pa tudi z osnovno šolo 16. decembra. In tako bo tudi naslednji teden, ko bo nekako zopet zaživela božična tržnica oziroma adventna tržnica. Ta bo ob petkih in sobotah. Potem pa odpiramo še zelo zanimivo razstavo jaslic v samem Slovenskem planinskem muzeju. Gre za jaslice iz Kredarice. Pa letos boste tudi organizirali oziroma se že delajo ledene jaslice, je res? Res je, ledeno kraljestvo bo zopet zaživelo, na ogled bo lahko tako po dnevi kot v večernih urah. Najprej seveda ogled ledenega kraljestva, potem pa po 25.12. se bo šlo pa zares, takrat pa zopet predstava živih jaslic v ledu, 3-krat dnevno. Vse skupaj smo popestrili tako, da smo zopet naredili eno enotno ceno za ogled Slovenskega planinskega muzeja in naših razstav v muzeju, ogled jaslic, torej živih jaslic v Mlačci. Poleg tega pa pod vodstvom akademske slikarke Špele Oblak pripravljamo v prostorih turističnega društva še posebno razstavo, slikarsko razstavo, tako da bo več stvari na enem mestu. Kaj pa se bo v Mojstrani posebnega dogajalo 14. decembra? 14. decembra pride na vrsto še zadnji dogodek v čas 110. obletnici turističnega društva Dovje Mojstrana. Takrat namreč osnovna šola pripravlja vsako leto krajevni praznik in letos bo v znamenju turizma in po znamenju razvoja turističnega društva, tako da sem prepričan, da bo predstava, dogodek še toliko bolj zanimiv. Super je pa tudi, da že tako mlade v osnovni šoli usmerjajo v turizem in jih o tem zaveščajo in jim v bistvu povejo in razložijo, da živimo v tako lepih krajih. Ja, to je moja nuja v naši prelepi Zgornjesavski dolini. Je turizem in še dolgo bo turizem panoga številka 1 in tudi turistični krožek v osnovni šoli v Mojstrani zelo dobro deluje, tako da pričakujemo tudi nove mlade moči v kratkem. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa so v petek pripravili družabno literarni večer v družbi Dušana Škodiča, Vladimirja Habjana in Irene Mušič Habjan z naslovom Brati gore. Torej, Ljubim gore, Brati gore je muzejski večer, kjer združujemo dva dogodka, in sicer fotografski natečaj Planinske zveze Slovenije, kjer so na razstavi, na fotografski razstavi razstavljene 3 najboljše nagrajene fotografije in še nekaj drugih fotografij z fotografskega natečaja. Hkrati pa obeležujemo akcijo Alpske konvencije Brati gore, in sicer na način, da smo medse v Slovenski planinski muzej povabili 3 avtorje 3 novih knjig, in sicer Ireno Habjan, Vladimira Habjana in Dušana Škodiča. Bilo je prijetno, zanimivo in vsekakor vredno branja nove planinske literature. Do 10. januarja je v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled fotografska razstava Ljubim gore. Na ogled so izbrane fotografije fotografskega natečaja Planinske zveze Slovenije, Planinskega vestnika in podjetja CV. Drage gledalke in gledalci, zdaj le prelistajmo še koledar prireditev. Otroška predstava Grozdje in prihod svetega Miklavža bosta v Kulturnem domu na Dovjem v torek ob 16. Novoletno smrečico pa bodo na Dovjem potem prižgali ob 17:30. V petek in soboto od 17. do 20. bo na Trgu Olimpijcev v Mojstrani odprta božično-novoletna tržnica. V
Ulična predstava Kiravari bo v petek ob 17. na ogled v Alpski vasici v Kranjski Gori. Prižig druge adventne sveče z vokalno skupino Vita bo v Alpski vasici v Kranjski Gori v nedeljo ob 17. Uživajte torej začetek decembra in nasvidenje do prihodnje nedelje. Pa srečno!